Spoštovana publika, pa ne samo ptujska, ampak slovenska, gospod Andrej Čuš nam je dal ta intervju, kjer se ne držimo samo nekih formalnosti, ki se jih pričakuje od nekega takšnega intervjuja. Zahvalimo se mu, povemo za konec tudi, kot smo že med samim intervjujem, in dejansko apeliramo sedaj tudi resnost, glede na, da sta bili predhodni dve vprašanje malo bolj tak komičnega tipa. Želimo dejansko spodbuditi tudi te neke starejše strukture, ki sam osebno opazujem, da nam vodijo ne samo državo, tudi podjetja, ljudje, ki denimo si ne znajo, če imajo eno težavo v Windowsih ali operacijskem sistemu Apple, morajo takoj klicati hišnega tehnika, ne znajo MMS-a poslati na telefonu, ne znajo si aplikacijo naložiti in se sprašujem, kako lahko taki vodi državno podjetje, ki je dejansko digitalno nepismen v današnji dobi. Niti ne bom govoril, da ne znajo angleščine, nemščine, ne more brati strokovnih člankov, tujih revij. In sedaj, kot rečeno, gospod Andrej Čuš je predstavnik mlajšega rodu Slovencev, ki je pokazal svojo pokončno držo s tem, da se ni šel z neke vojne z SDS-om nazaj, ni tudi, ko je upal in povedal javno, pač, da ga nekaj na bivši stranki moti, je s tem več ali manj zaključil in delal svoje delo. In dejansko to vrstne intervjuje in druženja mladih ljudi morajo pomagati celotni državi, tako še nerojenim dojenčkom do upokojencev, da dejansko neko stupidnost, ki se je v tej samostojni Sloveniji razvila, presežemo, da še vedno je resnica in realnost tisto, kar nas zanima, brez demagogije, brez obtoževanj in brez neke kulture, zdaj ga pa v neki kočljivi situaciji slikal, ali pa ga bom slikal na rojstnem dnevu, ali pa na praznovanju, kjer so moj otrok rodil, pa vam je malo rdeči nos in zdaj bojo to plačani mediji distribuirali in ga bomo uničili. Ma to je vse bullshit. Važno je, kar človek dejansko na noge spravi, vsak od nas kdaj spije kako pivo, vsak od nas spije kdaj kako pivo preveč, ne smo ljudje. In dokler ne bo naše politike zapustil virus nekega stupidizma, ne bomo prišli na zeleno vejo, ampak sedaj spet ponovim. Ta primer prvič s tvojim izstopom in drugič s tem kokainom je pokazal, da je zdrava pamet mnogo močnejša od podtikanja in na tem mestu ti čestitam. In vsem v etru povem, mladi ljudje nimamo v sebe vgrajeno, da bi nekoga napadali, diskreditirali. Dejansko smo Slovenci zelo pošten, delovni in inteligenten narod in dajte mladim vajeti v roke, takrat bo hitro spet družba blaginje nazaj. Gospod Čuš, prosim za zaključno besedo. Jaz si želim, da bi mlada generacija, kljub temu, da verjamem, pa so tudi prevečljivi razlogi, da se je obupala nad stanjem v Sloveniji in da vsi iščejo letalske karte za izven Slovenije, torej za izselitev. Jaz vseeno pravim, da še imamo priložnost, da počistimo ta nered, ki ga imamo, da zaključimo končno s tranzicijo, s vprašanji, s katerimi se pogovarjamo 25 let, da pošljemo Milana Kučana, pa tudi Janeza Janšo, ne samo v penzijo, ampak tudi v kak hotel, pa naj bota tam do konca življenja na bazenu, če treba samo, da nam data mir. Pa Bavčar tudi ne rabi več košarke igrati v telovadnicah, ampak v zaporu. Samo pač potrebujemo zdrav razum in pa čas, da tiha večina prevzame v Sloveniji oblast, dokler pa tega ne bomo naredili, pa bomo hlapci. Tako da jaz pozivam, da ste vsi ne samo družbeno aktivni, pa kritični, ko se spije kakšna kava ali pivo, ali pa se prebere kak časopis, pa tudi, da gremo na volitve, da jim povemo, kaj si mislimo o njih in da jih končno z metlo počistimo. Jaz pa za zaključek dodam še to, naj vsi si zapišejo v svoje možgane, mladim in svetovljanskim ljudem iz Slovenije se ne ljubi ukvarjati s tem, kar se dogaja na nivoju potikanja, baba čula, baba rekla, gremo ga zajebati, dajmo ga vničiti, ker smo nenazadnje vsi tudi dovolj trezni v glavi, da vemo, kar je laž in kaj je pomembno, tako da, tako kot je dejal poslanec Čuš, na volitvah jim pokažimo in zavedajmo se, jaz osebno potujem ogromno po svetu, naša dežela je čudovita, spada med najlepše, naj bo tudi naša država taka. Amen. Bravo.